Prva stvar, ki je Heineken, se pravi, tu izpostavil je, da je med 14 pivovarnami v Evropi izpostavil pivovarno Laško kot strateško pivovarno. Kaj to pomeni? To pomeni, da se v Laškem začne polniti v letošnjem letu že pivo z blagovne znamke Heineken in v naslednjem letu tudi proizvajati. Se pravi, to je en takšen močen signal, če bi rekel, med vsemi desetinami pivovarn, ki jih ima Heineken v Evropi, to pomeni eno izjemno priznanje. Ne? To pomeni tudi zagotovitev ne samo nadaljnega obstoječega nabora naših proizvodov, ampak pomeni bistveno razširitev. Ne? Se pravi, eno zagotovilo, da tudi v regiji ali pa v celotni Evropi ta pivovarna ima eno zelo pomembno mesto. Normalno pa Heineken ravno iz tega naslova skuša določene, kako bi rekel, ti zastavi določene cilje poslovne. Ne? In tu se moraš potem pač znajti v tem okolju na ta način, da optimira svoje procese. In zdaj tako, da zelo poenostavim, ne, z kolegi iz Ljubljane normalno smo se samo dogovorili, kaj je pametno na kateri lokaciji, da se polni. Proizvodna je jasna. V Ljubljani se še vedno polni pivo Union, proizvaja pivo Union, v Laškem Laško pivo. To je dejstvo. Ne. Se pravi, če pa lahko izkoristimo nekako, da kapacitete združujemo, polnilne in pakiranja določenih izdelkov, pa to pomeni, da iz Laškega odpeljemo pivo, ki se zvari in odzori in filtrira v cisternah in se napolni v sode v pivovarni Union in v pivovarni Union pivo, ki se tam naredi, napolni v nevračljivo stekleno embalažo v Laškem. Ne. To je v bistvu, glede na, bi rekel, izkoriščenost, ki pa pri nas naših kapacitet dejansko to omogoča, ne, se pravi, da lahko te programe je bolj pametno, da združujemo, nas pa to nam dajo dejansko večjo možnost tudi za, bi rekel, bodočo vlogo, ne, obeh pivovarn v sistemu Heineken. Ne. Ker pri nižjih izkoristkih normalno imaš potem tudi rezultate temu nižje. Ne. Ti v bistvu z vlogo strateške pivovarne dejansko prevzemaš tudi to, da ti za regijo kot neke vrste, oni pravijo, premijski hub, ne, oziroma neko vozlišče, oskrbuješ celotno regijo potem z različnimi izdelki. Ne. In to je ena izjemna priložnost. No. Skoraj težko kaj druga dodam. No.